Intersportov Urbanov nasvet tedna. Ta teden o načrtovanju treninga. Do ljubljanskega maratona je še 8 tednov. To ni veliko. Teh 8 tednov bo zelo hitro minilo in pri tem ni smiselno pričakovati, da bomo lahko v tem času zelo napredovali. Če se bomo treninga lotili z zelo visokimi cilji, je toliko večja verjetnost, da nam ne bo uspelo. Zato si postavljamo ravno prav visoke cilje. Te seveda nujno potrebujemo, saj nam predstavljajo izziv. To velja tudi za tiste, ki nismo tekmovalno naravnani. Naš cilj je lahko na primer preteči celotno razdaljo v prijetnem, lahkotnem tempu. Lahko je to, da dneve po tekmi ne bomo imeli vnetih mišic ali vezi. Naš cilj je lahko to, da prvič pretečemo 10, 21 ali 42 km, pa če tudi vmes malo hodimo. Nekateri si želijo narediti osebni rekord ali pa ponoviti obstoječega. Kakorkoli že, vsak si naj postavi cilj, ki mu je pisan na kožo, saj je cilj nujen za motivacijo. Tekač brez motivacije pa je preprosto ne tekač. Odločimo se, katere dni v tednu bomo trenirali. Pri tem seveda upoštevajmo, kolikokrat smo to počeli do sedaj in ne povečujemo števila treningov pretirano. Če smo do sedaj trenirali 2-krat tedensko, je morda en trening več ravno prav. Vsekakor pa ne bi priporočil, da povečamo število treningov na teden za več kot 2. Osebno menim, da so 3 tekaški treningi na teden za veliko večino rekreativnih tekačev najboljša izbira. To pa zato, ker lahko vsakemu tekaškemu dnevu sledi dan obnove. Ko gremo na primer na mesto na tek raje na sprehod, kolesarimo, plavamo, vrtnarimo ali v nekaterih redkih primerih pospravljamo dom. Torej, določimo dneve in se jih disciplinirano držimo. Pri tem zelo priporočam, da se na noben način ne oziramo na vreme. Tudi čas treninga ne prestavljamo zaradi vremena. Razen v primeru, da gremo na tek prej, kot je bilo predvideno. Nikakor pa ne odlagajmo na kasneje. Prelaganje na kasneje se pogosto preloži na jutri. Jutri pa vemo, da nikoli ni tukaj in zdaj. Poleg tega nas bo ta časovna odločnost dodatno utrdila in hkrati utišala tiste notranje glasove, ki vedno najdejo dober razlog, zakaj ne zdaj. Vsak trening se naj prične z ogrevanjem. Počasnim tekom, ki naj traja približno 5 do 10 minut. Potem nežno in počasi raztezajmo mišice. Pri raztezanju poskušajmo prepoznati morebitne zakrčenosti in če jih imamo, jih v naslednjih dneh poskušajmo z rednejšim raztezanjem odpraviti. Če je zakrčenost zelo izrazita, pa bo masaža še toliko bolj dobrodejna. Glavni deli treninga se naj znotraj tedna smiselno razlikujejo. Tako bodo učinki treninga boljši in trajnejši. Če naredimo na teden 3 treninge, priporočam, da naj bo en trening namenjen dvigovanju najvišje hitrosti teka, pri kateri lahko tečemo dalj časa. Temu strokovno rečemo tudi anaerobni prag. Saj se, kadar za dalj časa presežemo to hitrost, pojavi zgodna utrujenost, zaradi katere moramo upočasniti tek. Torej, s tem treningom treniramo naš napredek v hitrosti na zastavljeni razdalji. Pri rekreativnem teku je najobičajnejša oblika takšnega intervalnega treninga fartlek, ko relativno poljubno izmenjujemo hitrejši in počasnejši tek. Koristni pa so tudi tako imenovani tempo teki, ko tečemo nekaj kilometrov v tempu, ki je malo višji od predvidenega tekmovalnega tempa. Drugi trening naj bo bolj usmerjen v preventivno izvajanje krepilnih vaj. Ta trening naj bo obogaten z lahkotnim tekom v pogovornem tempu. V bistvu gre za lahkotni tek z dodatnimi krepilnimi vajami. Priporočam, da delamo predvsem krepilne vaje za povečevanje stabilnosti medenice in kolen. Tretji trening naj bo dolgi tek. Seveda je dolžina tega teka zelo odvisna od naše trenutne pripravljenosti in tekmovalne razdalje, na katero se pripravljamo. Če se pripravljamo na 10 km, bo za nas dolgi tek že takrat, če opravimo z razdaljo nekje med 8 in 15 km. Ko se pripravljamo na mali maraton, je dolgi tek dolg med 15 in 25 km. Kadar so naše priprave namenjene celemu maratonu, pa je prav,
da nekje na vsakih 14 ali 21 dni naredimo tek, ki je dolg od 25 do 38 km. Seveda je pri tem smiselno, da povečujemo dolžino dolgega teka postopoma. Z dolgimi teki utrjujemo našo sposobnost, da lahko zastavljeno razdaljo sploh pretečemo in da po opravljenem teku nimamo neželenih posledic, kot so izrazita vnetja mišic, tetiv in drugih sklepnih in obsklepnih tkiv. Vsak trening zaključimo s 5-minutnim lahkotnim tekom ali hojo in nežnim raztezanjem mišic. Dober tek in srečno!